Vabila in s tem izkazanega zaupanja, da z vami delim svoje razmišljanje na nocojšnji slovesnosti, v častitljivem okolju osrednjega celjskega kulturno-političnega in narodno-identitetnega hrama, ne nameravam, morda tudi proti pričakovanju, izrabiti za že pregovorne pritožbe nas kulturnikov o mačehovskem odnosu oblastnikov do kulture. Ter užaljenemu poudarjanju tega, da Slovenci prav v kulturi dolgujemo naš nacionalni in državni obstoj in da bi jo bilo potrebno že iz tega razloga bolj negovati in skrbeti zanjo, ter ji namenjati več pozornosti in sredstev. Vse to v določeni meri seveda drži. Kot drži tudi to, da je stanje v kulturi pač odraz splošnih družbenih razmer in da se v podobno nezanimljivem položaju nahajajo tudi številni drugi, vsakdano posameznika oprijemljivejši, usodnejši družbeni podsistemi, kot sta na primer sociala ali zdravstvo. Sicer pa, roko na srce, noben režim in nobena oblast v kulturi nista bila pretirano naklonjena, razen kadar je to koristilo širšim političnim in ideološkim interesom. Pa si je kultura vendarle v sebi, tudi v neprimerno težjih pogojih znala izboriti svoj prostor pod soncem in si otreti pot do ljudi. Zato me tudi danes za kulturo in umetnost kot skupek ustvarjalnih izrazov ni strah. Potreba, želja, strast, včasih tudi norost posameznikov bo vselej tiščala ni gozna ukrega. Vprašanje pa je, kdo bo pri tem pomagal, kdo pa zaviral ali celo sedal nanj. Ne želim zmanjševati aktualne skrbi za vlogo in položaj slovenskega jezika v globalizirani družbi, a vendarle sem prepričan, da je slovenska kultura, katere produkcija bo, če se malce pošalim, kmalu štela več ustvarjalcev kot konzumentov, od zunaj ogrožena neprimerno manj kot kadarkoli v preteklosti. Ne glede na našo geopolitično majhnost in pravila, igre ter pritiske velikih, je naša bodočnost še vedno predvsem v naših rokah. Če si dovolim parafrizirati izjavo Matjaža Hanžka v nedavnem dokumentarcu o revščini, lahko rečem, da se kulturnost neke države ne meri po številu tistih, ki kulturne vsebine ustvarjajo ali do njih dostopajo, ampak po številu tistih, ki iz tega ostajajo izvzeti. Bolj kot je neko okolje kulturno, prijaznejše in bogatejše. Sam se popolnoma strinjam s tistimi, ki pravijo, da je uspešno gospodarstvo predpogoj razvoja in napredka ostalih področij in med njimi kulture. Le da bi k temu dodal še svoje skromno mnenje, da je prav skupnost razmišljujočih v odnosu do soljudi, narave, dela in kulture osveščenih in odgovornih posameznikov predpogoj učinkovitega in trajnostnega ekonomskega razvoja in tako imenovane dodane vrednosti. Posledično torej tudi tega, kar je neki drugi bradati mož že sredi 19. stoletja poimenoval presežna vrednost oziroma dobiček. Ironijo na stran. Dejansko so vsi družbeni podsistemi med sabo prepleteni v tolikšni meri, da je od enega gradnika odvisna celotna zgradba. Prav kultura v najširšem smislu besede pa predstavlja njen temelj. In prav zato je oblikovanje čim bolj kulturnega okolja naloga, k kateri smo zavezani tako rekoč vsi. Še posebej ljudje, katerih odločitve in dejanja posegajo v javni prostor, ter seveda vsi mi, ki nam je kultura profesionalno poslanstvo. In ki moramo še posebej pozorno opazovati družbeno dinamiko in spreminjanje življenjskih navad in kulturnih vzorcev, ter prisluhniti zahtevam časa in potrebam ljudi. Globoko sem prepričan, da kulturne vsebine in dobrine ne smejo biti oziroma kot nekoč ponovno postati privilegij izbranih, temveč morajo biti dostopne najširši javnosti, ne glede na svetovno-nazorske, izobrazbene, generacijske ali socialne razlike. Prav tako se ne strinjam s tradicionalno delitvijo kulture na visoko ter množično, pri čemer težnja k njeni deelitizaciji seveda ne pomeni zapadanje v populistično cenjenost in banalnost. Še zdaleč se ne zavzemam za kakršnokoli še najmanj kulturno uravnilovko in jasno mi je, da bodo vselej obstajale razlike med okusi, potrebami, ne nazadnje tudi z možnostjo dojemanja različnih vsebin oziroma uživanja v njih. Verjamem pa, da je pomembna naloga kulture tudi povezovanje različnih in različno misličih. Ne v smislu kompromisarstva za vsako ceno, ne v smislu oportunega zavočevanja lastnih stališč,
temveč poudarjanje tega, kar nas povezuje in kar nas lahko združuje. Tega je nenazadnje dosti več, kot si mislimo. Zato sem ponosen, da prihajam iz kulturne ustanove, v kateri je neredko mogoče istočasno srečati modre seniorje in kopico razigranih otrok, kjer ob težkih, a nepogrešljivih historičnih temah predstavljamo tudi na videz lahkotnejše, a nič manj relevantne vsebine in kjer nas težaj odpiramo vrata najrazličnejšim pobudam in predlogom, ki prihajajo od zunaj, včasih neposredno iz ulice. Kjer posebno pozornost namenjamo ranljivim skupinam, kot so senzorno in gibalno ovirani otroci, in kjer v obiskovalcu in uporabniku vidimo več kot zgolj nekoga, ki bo plačal stopnino in zvišal statistiko. Kultura mora spodbujati različnost, pa obenem povezovati. Gre le za navidezna protislovja, dejansko pa za celovito, sinergično in dinamično razmišljanje in delovanje, ki jo zadovoljstvom opažam in spremljam tudi v nekaterih drugih celjskih kulturnih inštitucijah in iniciativah. Nasploh se mesto, v katerem živimo in delamo, svoje kulturne podobe ni potrebno sramovati. Zato ni nobenega razloga. Nasprotno, kadar se primerjamo z gospodarsko, družbeno in demografsko primerljivimi okolji, se imamo s čem pohvaliti in marsikomu smo to zadevno lahko za vzor. Tako glede vsebine, kot njenega inštitucionalnega in infrastrukturnega okvira, v katerem se najde prostor tudi za različne društvene, ljubiteljske in civilno-družbene pobude, za redke prave umetnike in celo za tiste, ki si to le močno želi biti. Zaradi objektivnih, geografskih danosti se res da ne moremo primerjati s svetovnimi metropolami, težko tudi z našo prestolnico. Imamo pa vse predispozicije za vidno mesto na zemljevidu urejenih, tako domačinom kot gostom prijaznih in kulturno razvitih evropskih bodičnih mest. Svojih omejitev se sicer dobro zavedati, ne pa ustrašiti. Našo relativno majhnost pa je potrebno, kadarkoli je to mogoče, iz hromeče slabosti z okretnostjo in iztekljivostjo, ki je veliki in robustni ne premorejo, spreminjati v prednost in priložnost. Na naši strani je bogata dediščina in znotraj nje tudi zgodbe, ki presegajo lokalni in nacionalni okvir in s katerimi se lahko postavimo ob bok največjim, najstarejšim, najbogatejšim in, če hočete, najkulturnejšim narodom. V oporu so nam tradicija in dosežki naših prednikov in predhodnikov. In če ravno so zgodovinske prelomnice pogosto grobo zarezali v politično, nacionalno, identitetno ter s tem kulturno kontinuiteto mesta, so njegove korenine še vedno žive in zelo globoke. Predvsem pa, kar je najpomembneje, listi njegovega drevesa vedno znova zelene. In v mestu ob Savinji raste nova generacija, ki svoje talente cepi na ljubezen do svojega matičnega okolja in njegove preteklosti, ki mu služi kot večen navdih. Znotraj nje pa gotovo tudi novi posamezniki, ki bodo svojo umetniško energijo lokalne in nacionalne okvire slej ko prej presegli. In prav v povezovanju ljudi, katerih čas šele prihaja, ter seveda vseh drugih, ki se znajo ozirati nazaj, predvsem pa gledajo naprej, vidim priložnost, da v Celju vdihnemo kulturno urbanost 21. stoletja, ki jo danes marsikdo upravičeno pogreša. Tudi to zadevno se zavedam, kako tanka in pogosto nevidna je ločnica med urbanim in vaškim in nisem pristaš izključevanja, ampak sobivanja in prepletanja. Nikakor pa ne utapljanja v retrogradnem domačinskem mainstreamu, ki v zadnjem obdobju doživlja renesanso in postaja prevladujoč kulturni vzorec tudi tam, ker to pravzaprav nikoli ni bil. Dolžnost in naloga urbanih okolij ni le produkcija in popularizacija sodobnejših, inovativnejših, ambicioznejših in kritičnejših vsebin, ampak tudi približevanje in posredovanje njihovih zametkov v tista okolja, ki so za to vrstno produkcijo dejansko prešipka. To poslanstvo je mesto Celje v preteklosti že opravljalo in pravijo, da ga spet. Le da za doseganje teh ciljev niso dovolj stihijska improvizacija, dobra volja in strast posameznikov, čeravno se tudi z njimi da marsikaj narediti, temveč je nujna jasna, usmerjena in vodena kulturna politika, ki se ne zadovoljuje s povprečnostjo ter presega fevdalno miselnost, karieristično oklepanje položajev ter slepo vero v lastno veličino, pomembnost in nezamenljivost.
Gre za vizijo, kateri je prizadevanje za javno in obče dobro pomembnejše od osebnih interesov, nečimrnosti, samoljubja in pohlepa. Gre za trajen proces majhnih, a dobro odmirjenih in odločnih korakov, ki stremi k idealu, če ravno ve, da ga nikoli ne doseže. Spoštovani in spoštovani, izrečene besede morda zvenijo preveč posplošeno, a kultura je enostavno preširok pojem, da bi današnjo priložnost lahko namenil konkretnim vsebinam in ljudem, če ravno bi se to številni zaslužili. Kot se to nedvomno zaslužijo letošnji prejemniki ponovno oživljenih mestnih kulturnih nagrad, priznanj Celjske zvezde za dosežke oziroma življenjsko delo, ki jim iskreno čestitam. Tovrstna priznanja niso le izraz hvaležnosti in spoštovanja do nagrajencev, ampak izražajo tudi našo samozavest ter prispevajo k našemu skupnemu ozaveščanju o vlogi in pomenu kulture v času, ki ga živimo. Kot temelja in veziva naše spreminjajoče se identitete in kot enega zadnjih branikov pred vse večjo surovostjo, vulgarnostjo in razčlovečenostjo današnjega in jutrišnjega sveta. Ne le kulture v njeni pisani, govorjeni, peti, uglasbljeni, upodobljeni, uprizorjeni ali kako drugače v podani obliki, ampak tudi in zlasti kulture razuma in srca. V njenem univerzalnem in brezčasnem bistvu, v katerem je pisal in sanjal že pesnik, ki se mu poklanjamo in se ga spominjamo 8. februarja. Ne zato, da bi oblikovali, kaj šele slavili dan njegovega slovesa, ampak zato, da bi se vedno znova vračal med nas in nas nagovarjal, ter da bi ga vedno znova slišali in vsaj poskusili razumeti. Hvala za priložnost in pozornost, ter iskrene čestitke.